Pozdravljeni, na prošnjo znanca sem za vse vas pripravila 3 tehnologije, s katerimi se lahko znebite bolečin pri gibanju in si regenerirate kolke, kajti obraba kolkov je proces, ki je nasproten regeneraciji, in če povečate hitrost regeneracije, lahko dosežete, da se vaš kolk regenerira in obnovi. Sem Kristina Knific, po izobrazbi sem doktorica znanosti, ukvarjam se s svetovanjem na področju osebnostne rasti in sem tudi predavateljica učenj dr. Gregorija Grabovoja. Pri tem v pojem osebnost oziroma osebnostno rast vključujem človeka kot celostno bitje, torej tudi njegovo dušo, duha, zavest in telo. V tem posnetku vas naučim, kako si lahko vi sami z uporabo svoje zavesti in tehnologij, ki jih je podal ruski znanstvenik dr. Grabovoj, osvobodite neprijetnih bolečin in si regenerirate kolke. Te tehnologije nekateri uvrščajo med tako imenovano novo medicino in veseli me, ko bo prišel čas, da se bodo teh tehnologij naučili zdravniki v okviru rednih izobraževalnih programov in jih potem podali tudi svojim pacientom. Kajti sodobna medicina, po mojem mnenju, deluje trenutno predvsem na materialnem nivoju, medtem ko je v znanosti že znano, da je materija posledica materializacije energijskega in informacijskega nivoja, ki je nad materialnim nivojem. Dr. Grabovoj, ruski znanstvenik, izumitelj in prejemnik številnih priznanj, ki je v svojih delih podal znanja o človeku nove zavesti in tako imenovane nove medicine, pravi, da katerakoli bolezen jo človek ima, torej da se ta bolezen najprej razvije na informacijskem nivoju. In šele potem, ko se tu razvije in formira v dovolj veliki stopnji, šele potem se manifestira tudi na fizičnem nivoju, torej pride do njene pojavitve tudi v fizičnem telesu. Pravi, da od tu lahko vidimo, da je zdravljenje samo fizičnega telesa zdravljenje posledic. Meni, da je bolje začeti zdraviti z obzirom na vzrok bolezni. Vzorci imajo po njegovem mnenju svoje korenine na finih planih obstoja. Zato se efektivno zdravljenje po njegovem mnenju precej lahko zagotovi na osnovi aktivne uporabe zavesti. Danes vas naučim torej teh tehnologij, kako si lahko vi sami pomagate, da se osvobodite bolečine, ki verjetno poslabšuje kakovost vašega življenja in si regenerirate svoje kolke. Podala bom osnovno znanje, kajti tehnologije dr. Grabovoja so enostavne in se jih lahko nauči prav vsak. Za vse, ki pa bi želeli razumeti več, torej poglobiti svoje znanje, vas vabim, da to pridobite iz knjig oziroma izobraževanj. Obraba kolka je v literaturi opredeljena kot obraba hrustanca, ki se nahaja znotraj sklepa in obdaja oziroma ščiti kosti. Zdaj, pogosti znaki te obrabe kolke so pri ljudeh v naslednji postavitvi, torej ostra bolečina, ki se pojavi ob hoji, ob aktivnostih. Pravijo ljudje, da bolečina seva v ledveni predel hrbtenice in proti kolenu. Posledično zaradi bolečine človek se težje giblje, manj se giblje, zmanjša se njegova mobilnost in obseg gibljivosti v sklepu, manjša se mišična moč in vidna je pogosto tudi sprememba v dinamiki hoje. Iz učenj Grabovoja izhaja, da je človekova osebnost sestavljena iz duše, duha, zavesti, telesa in kontakta s stvarnikom. Za tiste, ki ne veste nič o svoji duši, naj povem, da je vaša duša oziroma dušo vsakega človeka ustvaril stvarnik, ki je ustvaril celotno stvarstvo, torej celotno vesolje,
da je duša človeka ustvarjena kot večna, nespremenljiva in da je duša tista, ki ustvarja tudi telo, in telo je dobesedno materializiran del duše. Kako pa se duša razvija? Duša se v neskončnem življenju človeka razvija tudi preko nalog, ki jih ima. En del nalog si zada vsak človek, preden pride na svet. In nekatere naloge se pa po meri njegovega razvoja, dejanj tekom življenja postavljajo pred človeka. In seveda, če človek zboli in ali pa trpi posledice starosti, pravi Grabovoj, da je njegova naloga, da si obnovi svoje zdravje. Torej ne, da čakamo, da nam nekdo drug da zdravje, nihče nam ne more dati zdravje, če ga izgubimo ali trpimo posledice starosti, je naša naloga, da se naučimo, kako lahko preko svoje zavesti obnovimo svoje zdravje. Kaj pa je pravzaprav bolezen? Grabovoj pravi, da je vsaka bolezen odstopanje od norme pri delu posameznih celic ali organov ali celotnega organizma. Ozdravitev od bolezni pomeni po Grabovoju vračanje v normo. Grabovoj navaja, da je za ta namen podal v svojih knjigah več kot 1000 številčnih nizov, ki zagotovijo vrnitev stanja v normo, torej v stanje zdravja, in to lahko človek izvede s koncentracijo na številski niz, ki ustreza dotični diagnozi bolezni. Torej, če imate vi diagnozo, ki jo je podal zdravnik, v njegovih knjigah najdete številčni niz, ki ustreza tej diagnozi, in ga uporabite. Grabovoj dodaja, da pri tem človek sam izvede tako imenovano prilagoditev svojega organizma na stanje, ki je pravzaprav norma. Na koncu pa se to stanje norme fiksira in to je pravzaprav ozdravitev od bolezni. V tem prispevku vam bom podala tehnologije, ki vsebujejo tudi koncentracijo na številski niz, vendar bom podala številske nize, ki so primerni za normiranje stanja, če vi diagnoze tudi nimate, oziroma če je postavljena diagnoza, pa ne vemo, ali je zajela celoten sistem. Preden kadarkoli se lotite česarkoli pri koncentracijah na posamezne številske nize ali nasploh, vam priporočam, da si postavite vizijo prihodnosti. Vizijo prihodnosti vedno izvedete na tak način, da vidite sliko svoje srečne prihodnosti, v kateri ste vi zdravi. Se pravi, v tem primeru si lahko predstavljate, na primer, kako s svojimi otroci ali vnuki brcate žogo ali počnete nekaj drugega, kar vas veseli, pa si sedaj zaradi bolečine oziroma stanja tega ne morete privoščiti. V drugem koraku izvedite koncentracijo na navedena številska niza in vaš cilj. Torej, vaš cilj je, da ste vi zdravi in zlahka počnete stvari, ki vas veselijo. Za omilitev bolečine in normiranja stanja v nogi lahko izvedete najprej koncentracijo na številski niz za nepoznane bolezni desne noge, če bolečina seva v desno nogo, če pa v levo, pa na številski niz za nepoznane bolezni leve noge. Oba številska niza sta napisana na slajdu. Potem pa preidete na koncentracijo na številski niz za regeneracijo kolka. Kako izvajati koncentracije na številski niz? Koncentracijo na številski niz povsem enostavno lahko izvedete tako, da svojo pozornost držite na številskem nizu, ki so navedeni na tem slajdu, in številski niz berete od leve proti desni ali iz desne proti levi, in kolikor se vam zdi primerno, se lahko na posamezni številki številskega niza
zadržite tudi dalj časa, oziroma pomembno je, kot pravi Grabovoj, da smo pri tem odprti in sledimo svojemu občutku, torej kako mi preko svoje intuicije zaznavamo, da je najboljše za nas. Kadar delate koncentracijo na številske nize, kot je navedeni za regeneracijo kolka, na mestu presledka v številskem nizu izvedete koncentracijo tudi na ta presledek, in sicer na način, da se sočasno koncentrirate tako na presledek in svoj cilj. Koncentracijo vam priporočam, da izvajate do vzpostavitve stanja norme, torej da bolečina preneha in se regenerira kolk. Zdaj, praksa pri upravljanju pogosto pokaže, da se ljudje zelo hitro osvobodijo bolečine. Za regeneracijo kolka, torej da se obnovi hrustanec in se kolk regenerira, pa večina ljudi rabi izvajati koncentracijo več kot dnevno, po 5-10 minut oziroma kot mu je potrebno. Priporočam vam, da si številska niza napišete na lepilni trak in ga prilepite na kolk, torej na kožo nad kolkom, ki ga želite regenerirati, kot je prikazano na primer na sliki. Medtem ko številski niz za nepoznane bolezni desne oziroma leve noge pa lahko nalepite tudi na mesto, kjer je bolečina. Prilepite lahko tudi več trakov s številskim nizom, ker boste s tem povečali učinek. Naslednja tehnologija je delo s srebrno-belo sfero. Namesto kolka lahko vizualizirate tudi srebrno-belo sfero in držite sočasno koncentracijo na kolku in na tej sferi. Pri tem lahko s svojim notranjim vidom opazite, kaj se dogaja, kako se kolk regenerira. Tudi če tega ne vidite, se vam bo sčasoma razvil vaš vid. Sama uporabljam to tehnologijo s srebrno-belo sfero za različne situacije. Na primer, pred časom sem si z vrati avtomobila močno priprla palec na roki in me je res zabolelo. In po avtomatizmu, ker s to sfero že dalj časa delam, sem takoj vizualizirala srebrno-belo sfero okrog prsta in bolečina, vam ne morem povedati drugače, kot da je v trenutku izginila. Zdaj, ko delate, ta tehnologija je tudi zelo enostavna in ko delate druga opravila, predvsem če ste v stiski s časom, in lahko takrat, ko delate druga opravila, ki ne zahtevajo 100-procentne vaše pozornosti, z delom svoje zavesti držite to srebrno-belo sfero na mestu kolka, kjer potrebujete regeneracijo. Z izvajanjem koncentracij se stanje normira. Zdaj, kako hitro boste vi dosegli svoj rezultat, je odvisno tudi od vas. Pri sebi opažam, da je to odvisno od mojega stanja, vere, katere podlaga sta pri meni znanje in razumevanje ter rezultati, a ne, in seveda tudi čas izvajanja koncentracij in upravljanj. Torej, če nič ne izvajaš koncentracij, nič ne upravljaš, ni rezultata. Včasih dobim rezultat z enim samim upravljanjem, ker pa se gre za neko bolj kompleksno zadevo, kot je recimo regeneracija celega organizma oziroma pomladitev kože, kar smo delali recimo na seminarju pomlajevanja, ki zajema torej samo pomlajevanje kot pojem po Grabovoju zajema tako obnovo zdravja, vrnitev vitalne energije in pomladitev po osebni izbiri, pa sem recimo opravljala povprečno po 30 in več minut dnevno 3 mesece, da so bili rezultati na koži vidni. Vam želim, da vi dosežete svoj rezultat že s prvim opravljanjem. Če pa se to slučajno ne zgodi, nič zato, bodite do sebe prijazni in opravljajte toliko časa, kot vam je potrebno. Na koncu
lahko izrazite hvaležnost sebi, doktor Grabovoju, vsem upravljalcem in ne pozabite izvesti še fiksiranje rezultata ter prehoda tega, kar ste s koncentracijo dosegli, na materialni nivo, torej da vam se regenerira vaš kolk. Fiksiranje rezultata lahko naredite s tem, da se koncentrirate na številski niz 7, 4, 1 ali pa recimo 3-krat izrečete fiksiran dosežen rezultat. Prehod rezultata na materialni nivo pa naredite s koncentracijo najprej na številski niz 8, 8, 9, držite nekaj sekund, potem pogled pomaknete navzdol in se še nekaj sekund koncentrirate na število 8. Na voljo vam je priročnik za uporabo številskih nizov po učenju doktor Grabovoja. Zdaj v priročniku je fajn, ker imate osnovno znanje o teh številskih nizih, je več napisan, kot vam sem jaz povedala v tem posnetku, zato vam priporočam, predvsem tistim, ki želite globlje razumeti, kako koncentracija na številske nize deluje, zakaj deluje, kako dosegamo rezultate. Seveda si priročnik lahko brezplačno prenesete na svoj računalnik ali telefon, da pa ne boste iskali tega priročnika, sem vam link do njega postavila pod ta posnetek. Vabim vas, da se mi pridružite na seminarjih, na katerih lahko svoje znanje poglobite, pridobite nova znanja, se naučite novih tehnologij. Če želite v seminarjih in predavanjih biti obveščeni, se vpišite na e-mailing listo in dobili boste vse informacije. Tudi link do e-mail liste, da ne boste iskali, vam prilagam spodaj. Če vam je bil posnetek koristen, mi sporočite, lahko kliknete na ikono pod posnetkom ali pa napišete v komentar. Če poznate koga, ki ima težave z bolečinami v nogi, z kolki, obrabo kolkov, mu podelite ta posnetek, kajti vsi želimo, da bi mu bilo dobro. Če želite biti obveščeni o vseh novih posnetkih s področja osebnostne rasti, se naročite na tak kanal in potrudila se bom, da bom približno en posnetek na teden pripravila, in tisti, ki imate neko težavo, mi pišite in v okviru možnosti bom pripravila posnetek, ki bo vseboval tudi odgovor na to vaše vprašanje. Z vami sem bila Kristina Knific, veselilo me je, da sem z vami lahko podelila to znanje in se vam zahvaljujem za vašo pozornost.